norčevanje situacija je zame to, ta fotka. Noben Klemens Lakonja. Ko to slišim, to se mi zdi skrajno nečloveško. Mogoče imam neko dobro lastnost, da hitro vidim, kdaj nekdo glumi. Jebala te korona. Jo, barabe, evo ga, karantena. Pa koga je, pa ne me jeba, ne bom čil, da je moten. Zdaj bom probal posnet malo več videov, kot jih ponavadi, ker pač ostani doma hashtag. Jebem ti sunce i koronu. Korona, dezinfikujem, čistim. Jebala te korona. Tako čistim, da ki strese. Nisam srala po kući jebote sunce. Situacija ni več tako rožnata. Res je, par dni nazaj smo mislili, da je to vse eno napihovanje, ena šala, ampak ja, shit is serious. Gostilne restauracije so se dejansko vse zaprle, okoli 10,000 gostiln ali restauracij, vsega, kar spada tu, se je zaprlo. Vsi javni placi, kot so fitness, savne, wellness in podobne stvari so se zaprle. Obratujejo samo še trgovski centri, ampak samo trgovine živili, se pravi, če bi šel rad po najkice, nema. In trafike. Čeprav trafike mi je zelo nelogično. Zakaj? A ja, cigareti. Ampak trafike prodajajo tiste 2-3 čokoladice, pa mogoče kakšen tisti sendvič iz hladilnika in tako izkoristijo naziv trgovina živiline. Tako da s trafikami mi je nonsens, brez veze delajo kar neki. Tako da ja, situacija ni več rožnata, ostajati moramo doma v karanteni. Zdaj, kaj pomeni ostani doma? Ne, ostani doma to ne pomeni, da moraš biti doma in se sketno zavezati za stol in bog ne da greš ven, lepo vreme je. Srce se mi para, ko gledam to lepo vreme. To pomeni, da ja, ostajaš doma, vse kaj bi pa drugo pomenilo. Ampak to ne pomeni, da ti ne smeš iti ven, lahko greš ven. Ampak ne tam, kjer smo se včasih ljudje zadrževali. Se pravi, greš v gost, na samo, ne vem, nekam ob reko. V glavnem, tam, kjer ni ljudi, tam, kjer boš sam, oziroma tam, kjer je prvi človek od tebe oddaljen vsaj, dajmo reči, 100 metrov. Pa da ne bomo že rekli 2 metra. Spremljam tudi malo tako situacijo in to, sem se že navadil, da se govori samo o koroni, nekako že podzavestno filtriram te stvari, ampak ne morem pa filtrirati tisto, kar veste, da najbolj sovražim, in to so influencerji in zvezdniki. In mimo tega jaz ne morem iti. Enostavno ne morem, ker zdaj je prišel ta challenge ven, ostani doma. Kaj je fora tega? Res, te influencerji, ne bom rekel zvezdniki, influencerji. Ne vem, kaj je fora teh stvari, kaj je fora teh challenge-ov. Okej, da bi oni, ostanite doma, ko se snemajo nekje na telefon. Ja, uživijo, dajte, fuljo se veseli, smo da to snemamo. Dajte ostati prosim doma, se veselite prebrati kakšno knjigo, pejte ven na zrak, dajte ritnice si obrisati z losjonom, swipe up, da lahko kupite ta izvelek z kodo Rebeka 10, boste dobili 10% popust. Jaz pa označim naslednje 3 in vedno vsi kurci označijo naslednje influencerje. Stari, če hočeš ti širiti nek ta challenge, označi 3 random ljudi, ne vem, 3 sledilce, ki niso influencerji. Naj se tako širi do ljudi, ampak zvezdniki se samo med sabo ližajo si tiste ugabne influencerske riti in se med sabo označujejo in dajo na storije in vsi so svetniki. In sploh. In res ne razumem, kaj je fora tega. Res prav hočem dojeti, poleg tega, da itak se hočeš pokazati, kako si ti doma in kako si ti ozaveščen v situaciji, kako si ti kirurg, zdravnik in kako si ti influencer na mestu, razumeš, sponzorji, pridite. Jaz sem zdaj še drugim influencerjem povedal, da morajo biti doma. Bedarija. Res bedarija, ne razumem. Ampak ja, influencerji pač morajo izkoristiti vsako šanso, da povejo, kako so oni dobri in kako so oni najboljši. Potem pa gremo malo naprej. Pa da vam pokažem še malo slikovnega gradiva, kaj sem tako malo opazil, kar mi je bilo totalno mimo in tako naprej. Ampak prvo bomo se lotili ene novice, samo malo. Naletel sem na to novico. Znana Slovenka ujeta, situacija je težka. Ob palmi fotkana v kopalkah, ja, kar težka situacija. Ko bi vsaj drugo fotko izbrali. Partnerjem zaradi situacije v Evropi ne moreta domov. Priljubljena pevka Gaja, ki je letos nastopila na Emmy, in njen fant, modni oblikovalec, sta se konec februarja odpravila na Tajsko. Sedaj pa se zaradi trenutne situacije s koronavirusom ne morete vrniti v Slovenijo. Par naj bi v Evropo letel včeraj, a je letalska družba Katar let odpovedala. Trenutno še ne veva, kdaj se bova lahko vrnila domov. Let nazaj so odpovedali, tako da morda tu ostaneva še nekaj časa. Fak si misliš, še nekaj časa boš ostal na plaži s palmami? Fak ja, ne. Kdo bi rad to? To trpiš.
Pevka še pravi, da na otoku Koh Phangan, kjer se nahajata, glede virusa trenutno ne vlada nobena panika. Samo res na Tajski je, po informacijah, ki sem jih slišal, zelo malo ljudi okuženih, kar mi je zelo čudno za Tajsko, glede na to, da je Tajska kar divja, tudi jejo svašta, ampak ne vem, ali prikrivajo informacije, ali pa imajo zadevo pod kontrolo, oziroma mogoče ljudje iz Tajske toliko ne potujejo in ne prinašajo virusa v svojo državo. Ne vem. Mi je pa čudno, ker pač kdor je kaj prebral o Tajski, obiskal Tajsko, ve, da ni lih, bom rekel, vse najbolj rožnato. Zakaj me je tukaj zmotilo? Stvar je, da situacija je težka. Ta naslov. Situacija je težka. Veste, komu je situacija trenutno težka? Zdravnikom. Če je komu, je zdravnikom in medicinskim sestram. Ne da je njim situacija težka, njima je situacija, po moje, nerealno težka. Da ne govorim o trgovkah. Včeraj sem šel tukaj v našo lokalno trgovino in so jim postavili tak pano s pleksisteklom, da imajo vseeno distanco med stranko in med sabo, tako da delajo non-stop, zalagajo te police, čeprav je majhna trgovina, ampak že v tej majhni trgovini sem si rekel, fuck. Stvar je res resna, ne. In tudi jaz znam kakšno blekniti in tako, ampak zdaj sem tudi jaz se malo postavil na realna tla in sem rekel, ni se za zabavati. Da ne govorim, kot sem rekel, trgovke, garajo, družijo se z ne vem kolikimi ljudmi, na dan včeraj sem šel krog z avtom, sem se mogel malo odpeljati, ker ne morem biti zaprt med 4 zidovi in sem šel malo v gost, kar neke fotke delati. Stari trgovine so polne, Lidl, Hofer, Spar, stari to je avto. To je nabito. In ljudje kupujejo. Situacija je težka za civilno zaščito, za vse ljudi, ki trenutno morajo delati in biti toliko bolj postavljeni virusu, ki morajo garati, ki morajo delati in paziti na higieno. Ogromno je teh ljudi, policistov, gasilcev, tovarn, koliko tovarn še vedno obratuje, recimo to, kjer jaz živim, je tako izraven tovarna. Parking je poln, ljudje delajo normalno. To je po 300-400 ljudi v eni firmi, stari. To je kurac. In tem ljudem je situacija težka in o teh ljudeh bi se moglo malo več pisati, da je situacija težka. Ne samo v zvezdnikih. Daj bom prebral članek Zgarane medicinske sestre, situacija je težka, pa da se malo o njih napiše, pa da se malo njihove obraze pokaže, kako garajo in kaj vse naredijo, medtem ko mi frajeri smo doma in glumimo, nekateri pa ob palmah se fotkajo. To me je zmotilo. Jaz sem doma, mene boli kurac, ležim na kavču, jem, grem malo ven, snemam videe, medtem ko ena sestra trenutno, kaj pa vem, kaj dela, ne. Niti mogoče nočem vedeti. Je naspana, je utrujena, rabi objem, ne sme se objemati, rabi kakšno dobro besedo, nima časa, da jo sliši, rabi nek nasvet, bi najraje se zjokala, bi eksplodirala. In tako so še trgovke, zdravniki in tako naprej, ne. In druga stvar, ki me tu izmotila, tako, pa zdaj ne bom jaz, se ni da napadam Gajo, privoščim vsem dopust. Tudi sam z največjim veseljem hodim na dopuste in se imam fajn, ampak konec februarja v Sloveniji še ni bilo takih ekstremov, kot je zdaj, ampak so bili pa drugi ekstremi po svetu. Tako da če ti vidiš, da se po svetu nekaj dogaja in je samo vprašanje časa, kdaj bo prvi okuženi v Sloveniji, stari bodi doma. Zakaj iti, riskirati in odpotovati in potem se zgodi to, da se ne moreš vrniti. Če vidiš, da je frka, ostani doma, skenslej let. In zato je malomarna stvar. In meni se te ljudje, ki so to naredili in tvegali rizik, niti malo ne smilijo. Noben ti ni rekel pejdi. Če vidiš, da je pizdarja na svetu, bodi raje doma in boš v miru šel skozi to. Meni se te ljudje ne smilijo. Tisti, ki so šli na dopust in zdaj se bogi ne morejo vrniti. Nisi bogi. Noben ti ni rekel, pejdi na dopust, če ne te ubijemo. Pejdi na dopust, če ne dobiš koronavirus. Ljudje hočemo uživati in potem raje tvegamo. In zdaj je situacija taka, da se ne morete vrniti domov. In to je malomarno. In nobene besede me ne bojo prepričale, da trpi nekdo, ker je zdaj ne vem kje in se domov ne more vrniti in da mu je težko, bi se rad vrnil domov. Prej si mogel razmišljati, prej ste mogli razmišljati, tako bom rekel. Tako da pokazal bi še eno fotko in to je naša Špela Grošelj. Eni moko, riž in makarone, jaz pa čokolado in bombone. In lepo zapozira nogica. Ta nogica mora biti, najkrat tako verjetno ženske poudarijo, stegna, malo boke in pred kinder, ne. Se pravi, folk si kupuje za jest, da pač, čeprav itak govorim, da pretiravajo s tem, ampak folk se boji, kupuje riž in ni kaj, da bo preživel, ona pa lepo pozira pred kinder stelažo. Ampak to so naše zveze, njim je dovoljeno, to je stari 4 ure 270 lajkov. Pravim, treba ohranjati humor, vso norčevanje, situacija je zame to, ta fotka.
Noben Clemens Lakonja in njihova pesem, nobeni memi in vsi statusi in bolj se bojim Bongiorno kot terorista in ne vem koliko vseh teh forov koronavirusa, to je vse zabavno, da malo pozabimo. To ni nobeno norčevanje, to je zame norčevanje, to. Ampak ja, zvezde lahko, 5000 lajkov skoraj, ni problema. Ne vem, kam nas to pelje. Gremo naprej, potem par dni nazaj sem po Dnevniku, sem na 24 ur gledal Dnevnik in sem naletel na to. Pojdimo zdaj poslušati, pa da vidimo, kaj je tukaj čudnega. Definitivno. To je Tanja Žagar, zopet zvezdnica, influencerka. Nikogar ni lahka in je najbolj nihče od nas ni pričakoval. Za vse je težko, jaz moram reči, no, da Ima malo feeling, kot da bi rada pokazala, da bi se zjokala. Zame, mene to ni prepričalo, niti malo. me predvsem dotaknejo na tak negativen način izjave, kot so, kaj se dela taka panika, se umirajo tako ali tako samo starejši. Kdo je to izjavil? Prosim, tisti, ki je to izjavil, dajte mi ga pokazati. Kdo je od nas, od vseh Slovencev napisal status, kaj delamo paniko o virusu, vse to zbolevajo samo starejši. Kao ne se bat, vse bojo samo starejši zboleli. Kdo je to izjavil? Noben. Ampak te zvezdniki bodo obrnili vse v svoj prid. Ne morem verjeti. Ljudje so objavili, da vse to je, kaj delamo paniko, vse samo starejši umirajo. Kdo je to rekel? Ampak oni morajo to tako povedati. Ne morem verjeti. Jaz ne morem verjeti, kako lahko ljudje, samo da oni izpadejo, kako ste vi fajn in kako ste vi empatični do sočloveka, kako ga čutite. Dajmo poslušati naprej. Nimam besed, ne najdem pravih besed, da bi izrazila čustva, ko to slišim. To se mi zdi skrajno nečloveško. Mogoče imam neko dobro lastnost, da hitro vidim, kdaj nekdo glumi in to ni pristno niti malo. Brezsrčno, brezčutno, ne vem, kakšna je družba, če razmišljamo tako. Saj ima vendar vsak od nas tudi nekoga starejšega ali starše ali stare starše. Ne vem, ampak ja. To so naše zvezde, morajo pač pokazati, kako so oni najboljši, kot sem rekel, najbolj svetniki in najbolj fajn. To je to, dragi moji, hvala, da ste me gledali. Pričakujte še več videov, odkar sem v karanteni. Fako rečem, to se počutim, kot da sem nekje v Černobilu, kjer je stanje abnormalno. Tako da, dajte ostajati doma, ko greste ven, pejte v gost na sprehod, pejte ob jezero, v brekah, tam, kjer ni ljudi, tam, kjer lahko ste sami, uleži se na travnik, skadi joint, pojej nekaj dobrega, delaj stvari, ki jih ne moreš, ko hodiš v službo in v šolo, začni ustvarjati, naredi si YouTube kanal, kaj veš, mogoče boš imel čez par let več subscriberjev kot jaz. Ne, šalim na stran, dajte ohranjati smisel za humor, dajte si umivati roke, dajte paziti na higieno, dajte upoštevati ukrepe, noben ne mara, pravila so zato, da se kršijo, ampak dajmo jih tu upoštevati, da čim prej gre to sranje v koroni mimo in da se lahko sprehajamo in drsamo. Poletje prihaja, predstavljajte si, da bi mogli biti doma. Ne. Tako da, bolj ko bomo pridni, prej bo vsega tega sranja konec. Hvala za ogled in čau. Jebala te korona.